Dober dan, dobro jutro in lepo pozdravljeni v ta sončen četrtkov dan in dobrodošli v našem četrtkovem Coffee to Connect. Danes gostimo 3 dame, ki so vse 3 članice MČM Komisije za prihodnost dela in izobraževanja in nam bodo predstavile, kakšne spremembe za delavce in delodajalce prinaša mega antikoronski zakon, ki ga je pred 2 tednoma sprejela vlada. V naši družbi tako pozdravljam Klavdijo Erjavec, odvetnico in partnerko v odvetniški pisarni Abrecht Zajc in partnerji, Tanjo Savič, vodjo področja pravnega svetovanja v podjetju PVC Legal Slovenija in pa Amelo Žrt, odvetnico v odvetniški pisarni CMS. Drage dame, lepo pozdravljene in hvala, da ste z vami. Rada bi povedala, da vsi, ki danes poslušate ta pogovor, lahko s svojimi vprašanji tudi aktivno sodelujete, in pričakujemo, da boste naše gostje zasuli z vprašanji. Povedala bi tudi še, da je bil v sredo na vladi predstavljen tudi drugi zakonski sveženj, ki prinaša tudi nekatere spremembe tega, kar bojo naše dame povedale danes. Smo pa tudi v komisiji na ministra za delo naslovili nekatere pomisleke in izboljšave, ki so jih v predlogu tudi upoštevali. Ampak tega se potem dotaknemo na koncu. Zdaj pa lahko začnemo. Klavdija, lepo pozdravljena. Najprej bom zastavila prvo vprašanje tebi, in sicer, kakšne spremembe prinaša ta obsežni zakon za delavce na čakanju? Nam lahko mogoče na hitro predstaviš glavne poudarke? Upam, da se slišimo. Najprej en lep pozdrav z moje strani, tudi vesela sem, da sem lahko spet z vami in da delim z vami nekaj mojih izkušenj, ki so se nabrale od prvega predloga do danes. Kar se tiče čakanja na delo, je zadeva takšna, da imamo še vedno v samem predlogu oziroma v samem trenutno veljavnem zakonu 2 možnosti čakanja na delo. Eno čakanje na delo je povezano s poslovnimi razlogi, drugo čakanje na delo pa je povezano z višjo silo. Zdaj, kot višjo silo zakon izrecno opredeljuje to zaprtje šol in vrtcev, zaradi česar je večina staršev morala ostati doma oziroma vsaj eden od staršev. Potem zaprtje meja, zaradi česar se nekateri tudi ne morejo priti na delo. Ena stvar je tudi višja sila kot posledica ustavitve javnih prevozov in nemožnost prihoda na delo, če delavci nimajo nekega lastnega vozila oziroma drugače organiziranega prevoza na delo. Zdaj, novi zakon, ta novi mega zakon je dejansko izenačil višino povračila v obeh primerih čakanja na delo, tako iz poslovnih razlogov, kot tudi zaradi višje sile, in določa, da je v teh primerih delodajalec delavcem dolžan povrniti 80% povprečne plače. Zdaj, omejitev, kar se tiče samega povračila, ki ga bo lahko delodajalec potem prejel oziroma dobil povrnjenega strani države, je omejeno na največ povprečno plačo v Republiki Sloveniji, kar znaša 1753,84 evrov bruto. Hkrati pa zakon tudi določa najnižji znesek, ki ga mora delodajalec tem delavcem izplačati, in sicer je to v višini minimalne plače. To pomeni, da pod ta znesek delodajalec ne sme iti, tudi v primeru, da bi 80% plače delavca predstavljalo nižji znesek. Zdaj, kar se tiče čakanja na delo iz poslovnih razlogov, je mogoče potrebno izpostaviti tudi to, da lahko delodajalec delavca v tem času pokliče na delo, delavec lahko pride na delo. Zdaj,
trenutno veljavni zakon določa, da se lahko delavec vrne na delo do 7 zaporednih dni, pač to govorimo o koledarskih, ne o delovnih dneh. Hkrati pa lahko delavec v tem času dejansko tudi pač koristi letni dopust in v tem primeru mu je pač delodajalec za ta čas dolžan izplačati 100% nadomestilo plače. Zdaj mogoče še, da izpostavim pogoje, ki jih zakon predvideva za povračilo nadomestila plače strani države delodajalcem. Pač pogoj, govorim o tem, ko je delavec poslan na čakanje zaradi poslovnih razlogov, je to, da delodajalci ocenijo, da da jim bodo v prvem polletju padli prihodki za več kot 20% glede na lansko leto, oziroma v drugem polletju ne bodo presegli več kot 50% rasti. Zdaj v primerih, ko pa delodajalci niso delali celotno leto 2019, pa zakon pač predvideva zmanjšanje vsaj 25% v mesecu marcu glede na mesec februar, oziroma vsaj 50% zmanjšanje prihodkov v mesecu aprilu ali maju glede na prihodke v mesecu februarju. Tako da mogoče to na začetku. Super, hvala, Klavdija. Povej mi samo še, kako je pa v času čakanja na delo lahko organizirano koriščenje letnega dopusta? Lahko delodajalec delavcu zapove koriščenje dopusta? Načeloma je tako, da pri koriščenju dopusta naj bi obstajal pač nek dogovor med delavcem in delodajalcem, tako da enostransko odreditve letnega dopusta pač ni mogoče, enostransko odreditev ni mogoča, je pa pač priporočljivo, predvsem glede na dejstvo, da vemo, da morajo delavci pač po dogovoru z delodajalcem lanskoletni dopust, to se pravi za leto 2019 nekako izkoristiti do 30.6. je smiselno, da se poskuša z delavci doseči vsaj dogovor, da se ta dopust iz preteklega leta nekako pokoristi v tem času, ker potem, ko se bodo zadeve znormalizirale, jaz upam, da bo to čim prej, bo potem težko zagotoviti vsem delavcem pač koriščenje še dopusta. Hvala lepa. Amela, zdaj imam pa vprašanje zate, dobrodošla tudi ti. Kako gre pa z oprostitvami za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje? So do tega upravičeni vsi zaposleni ali ne in kdo mogoče je iz tega izvzet? Brina, prvo najlepša hvala za povabilo za sodelovanje na mChampion Connect dogodku. To je moje prvo sodelovanje z vami na ta način in sem prav vesela, da sem z vami. V zvezi s tvojim vprašanjem je pa zdaj tako, do oprostitve pokojninskega in invalidskega zavarovanja so upravičeni pravzaprav vsi delavci, ki delajo v času epidemije, torej od 13.3. do 31.5. Potrebno je poudariti, da to gre za delavce v zasebnem sektorju, se pravi vsi delavci, ki delajo pri delodajalcih v zasebnem sektorju. Obstajajo določene izjeme in sicer gre za izjeme za delodajalce, ki se ukvarjajo z dejavnostjo finančno ali pa z zavarovalniško dejavnostjo. Prav tako so pa izključeni iz tega ukrepa vsi uporabniki, neposredni ali pa posredni uporabniki državnega proračuna pa občinskih proračunov. Kot se je pač pojasnil FURS oziroma tudi iz tega novega predloga zakona, ki ga je včeraj vlada obravnavala in se tudi ta nejasnost zdaj deloma odpravlja, v bistvu ta ukrep velja, ta ugodnost velja za vse delodajalce v zasebnem sektorju, z izjemo teh, ki sem jih navedla. In sicer to pomeni, da so delodajalci upravičeni do te oprostitve avtomatsko, ne gre za ukrep, kjer bi lahko delodajalci izbirali, a ga želijo uveljaviti ali ne. Gre pa v bistvu približno za 24,35% od plače, kar gre za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za prispevke za zavarovanca 15,5% ter za prispevke delodajalca, ki znašajo 8,85%. Kar je pomembno je, se pravi, da se ta oprostitev, za to oprostitev, kot sem rekla, ni potrebno oddati nobene vloge za uveljavljanje, ampak je treba to dejansko samo obračunati pri plači s predložitvijo REK obrazcev.
Ta ukrep velja za obdobje od 13.3., kot sem rekla, kar pomeni, da nekateri delodajalci so v bistvu še preden je zakon stopil v veljavo, kar je bilo 11. aprila, so že obračunali plače za marec, kar pomeni, da tisti delodajalci bodo mogli narediti popravke teh obrazcev v tem času zdaj. Zelo pomembno pa je tudi, da zakon določa, da vsi ti delodajalci, ki so oproščeni teh prispevkov za delavce, ki delajo v tem času, da morajo tudi delavcem plačati krizni dodatek v višini 200 evrov. Ta dodatek je oproščen davkov in prispevkov. Pomembno pa je, da se ga izplača samo tistim delavcem, ki delajo, se pravi v času epidemije, in čigar plača ne presega trikratnika minimalne plače, in to znaša cirka 2800 evrov bruto. Se pravi, vsi delavci, ki pa dobijo več, ki imajo višjo bruto plačo, niso upravičeni do tega kriznega dodatka. Ok, hvala. Glede izplačila tega kriznega dodatka se je pojavilo tudi kar nekaj nejasnosti v interpretaciji zakona. Nam lahko mogoče malo povzameš oziroma pojasniš, kaj so bili tukaj glavni problemi? Tako, pač prvi problem je bil dejansko, za katero obdobje se nanaša ta dodatek, zaradi tega, ker, kot sem rekla, zakon veže plačilo dodatka na tiste delodajalce, ki so oproščeni do plačila prispevkov, medtem ko je pri prispevkih pač pisalo, da gre za obdobje v zakonu, da gre za obdobje april in maj, na to je pa FURS podal razlago, da je oprostitev vezana za obdobje od 13.3., se pravi tudi marec je deloma upoštevan. Tako da zdaj to obdobje je bilo nejasno, na katero obdobje se nanaša, kdaj je treba izplačevati krizni dodatek. Prav tako je bilo nejasno, ali se krizni dodatek izplačuje, če delavec dela cel mesec ali če dela samo deloma, sorazmerno ali ne. Bilo je tudi nejasno oziroma delodajalce je motilo to, da ni bilo nikjer navedeno, ali gre za dodatek, ki se izplača vsem delavcem, ki delajo v tem času, ne glede na to, ali delajo doma ali delajo na sedežu delodajalca, se pravi, ni vezano na zahtevnost dela. Pa še tretja stvar, ki ni bila jasno definirana, je tudi, kdaj se ta dodatek izplača. Ker je v tem členu, ki to ureja, je navedeno, da se dodatek izplačuje mesečno, ni pa bilo navedeno točno kdaj. Te določene nejasnosti se predvidoma odpravljajo tudi s tem ta novim svežnjem, ki je v pripravi. Kot večina ve, sedaj je, se pravi, svoj predlog tega zakona pripravila in odobrila vlada, tako da kaj bo v bistvu dejansko sprejeto pred Državnim zborom in kaj bo potem objavljeno v Uradnem listu, kaj bo veljalo, še ni povsem jasno, tako da je težko govoriti vnaprej. Je pa predvideno, so pa te nejasnosti predvidoma odpravljene, in sicer ta PKP2, recimo tako temu, ta drugi sveženj, predvideva, naprimer, da se krizni dodatek res izplačuje sorazmerno, tako kot je tudi FURS že pojasnjeval. Predvideva prav tako, da naj bi se ga izplačevalo ob plači, se pravi, da ni dvoma, kdaj se ga izplača, pa tudi, da velja za to obdobje od 13.3. do 31.5. enako kot oprostitev za plačilo prispevkov. Okay, hvala. Zdaj imam pa vprašanje še za našo tretjo sogovornico, Sanja, živjo in dobrodošla. Ti nam boš pa povedala, kako je pa s pomočjo samozaposlenim in samostojnim podjetnikom. Tudi tukaj je država sprejela nekatere zaveze, nam jih lahko malo predstaviš. Najlepša hvala za vprašanje in pa seveda za povabilo na sodelovanje na današnjem dogodku. Če mi dovolite, bi najprej začela z nekaj statističnimi podatki. In sicer v Sloveniji imamo približno 895.400 delovno aktivnih, kar je seveda manj kot polovica vseh prebivalcev v Sloveniji, od teh je pa samozaposlenih več kot 94.000. Zdaj nekako ta številka predstavlja 10 do 11% vseh delovno aktivnih in ta odstotek se nekako zdi dovolj visok, da je vlada v okviru trenutno veljavnega korona zakona predvidela ukrepe za omilitev posledic epidemije tudi za samozaposlene. Zdaj, samozaposleni so nekako upravičeni do dveh, bom rekla, oblik pomoči.
in sicer v prvi vrsti do izplačila mesečnega temeljnega dohodka in pa do oprostitve plačila prispevkov. Zdaj pa, če se dotaknem na hitro mogoče izplačila mesečnega temeljnega dohodka, torej trenutno veljavni zakon določa, da so samozaposleni upravičeni do izplačila mesečnega temeljnega dohodka in sicer v višini 350 evrov za mesec marec, pod pogojem, če imajo vsaj 25% upad prihodkov glede na mesec februar. Prav tako so samozaposleni upravičeni do temeljnega dohodka za mesec april in pa maj, in sicer za oba meseca v višini 700 evrov, pod pogojem, če imajo vsaj 50, torej v obeh omenjenih mesecih, vsaj 50% upad prihodkov, spet glede na mesec februar leta 2020. Ne. Ok, hvala. Kdo pa je v bistvu upravičen do te pomoči oziroma so pri tem kakšne omejitve? Nekaj si že povedala, pa če nam... Zdaj do pomoči v obliki temeljnega dohodka so upravičeni samozaposleni. Zdaj v segment samozaposlenih spadajo samostojni podjetniki, torej SP-jevci in pa torej družbeniki, ki so poslovodne osebe in ki so polno zavarovane preko svojih dejavnosti. Zdaj tu moram izrecno poudariti, da po trenutno veljavnem zakonu v ta segment, torej po ta termin samozaposleni ne spadajo popoldanski SP-jevci in pa osebe, ki so delno zavarovane preko starševskega varstva. Ne. Zdaj nekako z drugim svežnjem se obetajo spremembe glede teh upravičencev, ampak kot je Mela povedala, pač je potrebno počakati na sprejem zakona. Zdaj kako se uveljavlja temeljni dohodek, sicer na način, da upravičenci oddajo izjavo, elektronsko izjavo na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije v sistemu e-davkov in sicer najkasneje do 31. maja. Možno je, da upravičenci oddajajo te izjave tudi mesečno, v tem primeru je predvideno izplačilo torej v 10. dne vsak mesec za predhodni mesec. V tej izjavi pa morajo torej samozaposleni potrditi, da zaradi epidemije ne morejo opravljati svoje dejavnosti. Kolikor samozaposleni opravljajo svojo dejavnost, pa morajo pravzaprav to izjavo izjaviti oziroma dokazati, da jo opravljajo v bistvu svojo dejavnost v bistveno nižjem oziroma zmanjšanem obsegu. To pomeni, kar sem prej omenila, torej, da je njihov upad prihodkov nekje 25% oziroma 50% v mesecu aprilu in maju. Zdaj v praksi se pogosto pojavlja vprašanje, kaj pomenijo pravzaprav prihodki, ne, kaj vse spada po termin prihodki. S tem v zvezi je Slovenski inštitut za revizijo podal eno mnenje in načelno nekako stališče v praksi je, da bi se pač upoštevali čisti prihodki od prodaje, torej, ki so izkazani v izkazu poslovnega izida, torej po pravilih o računovodstvu. Zdaj moram še poudariti, da izjava, ki jo samozaposleni torej podajo, je informacija javnega značaja, to pomeni, da je javno dostopna, objavljena na spletnih straneh Finančne uprave, s čimer je seveda zagotovljena, bom rekla, neka transparentnost. Mogoče kot zanimivost, na včerajšnji dan je FURS prejel 36.432 vlog za mesec marec, 30.341 vlog za april in pa čez 23.000 vlog za mesec maj. Zdaj, te številke so res enormne in na podlagi njih lahko domnevamo, da so pravzaprav zaposleni ena izmed najbolj ranljivih kategorij v času te epidemije. Bi pa še omenila, da je pogoj, kar prvi pogoj, da samozaposleni sploh uveljavljajo, torej pravico do izplačila mesečnega dohodka, da imajo poravnane vse davčne obveznosti. Na dan uveljavitve zakona oziroma kasneje je bilo podano tudi pojasnilo FURS, ki pa pravi, da na dan 9.4. Če so poravnane vse obveznosti davčne, v tem primeru lahko samozaposleni uveljavljajo torej pravico do izplačila mesečnega dohodka. A so samozaposleni upravičeni tudi do oprostitve plačila prispevkov? Ja, tako. Samozaposleni so upravičeni tudi do oprostitve plačila prispevkov in sicer za vsa obvezna socialna zavarovanja v celoti za mesec, torej marec, april in pa maj. Do oprostitve prispevkov so upravičeni tisti samozaposleni, ki so na dan uveljavitve zakona bili vključeni v obvezno pokojninsko in pa invalidsko zavarovanje.
Zdaj, oprostitev prispevkov se nekako uveljavlja na podoben oziroma enak način kot uveljavitev pravice do izplačila mesečnega temeljnega dohodka, torej z izjavo, ki se da na Finančno upravo Republike Slovenije. Mora biti vložena ta izjava, torej za oprostitev plačila prispevkov mora biti vložena do konca torej posameznega meseca, za katerega se uveljavlja oprostitev plačila. Je pa zakon pač določa tudi, da če se naknadno ugotovi, da je izjava neresnična, da je nepravilna, so samozaposleni dolžni plačati oproščene prispevke in sicer skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi. Kot že omenjeno, se prispevki v sistemu torej obračunajo, vendar ne plačajo. Bi pa mogoče v zvezi s to pomočjo, ki je predvidena za samozaposlene, omenila še ta famozni, bom rekla, 99. člen trenutno veljavnega korona zakona, ki določa, da v primeru delitve dobička, torej izplačila dividend, izplačila dela plač za poslovno uspešnost ali pa izplačila nagrade poslovodstvu, in sicer v obdobju od uveljavitve zakona do konca leta 2020, da se vsa prejeta sredstva, torej v primeru samozaposlenih, torej prejeta sredstva na torej temeljni mesečni dohodek in pa oproščeni prispevki vrnejo skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Okay, hvala. Zdaj pa, Amela, se vračam k tebi, mogoče še eno vprašanje. Kaj pa se zgodi s pravicami delavca, ki je poslan v karanteno? Kdo lahko delavca pošlje v karanteno in kakšne so pri tem dolžnosti delodajalca? Če je delavec poslan v karanteno, se pravi, bo poslan v karanteno z odredbo ministrstva v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih. To pomeni, da bo takšen delavec upravičen do nadomestila 80% od njegove plače v povprečju zadnjih 3 mesecev, se pravi enako kot v primeru začasnega čakanja na delo. Delodajalec, ta strošek tega denarnega nadomestila, ki ga bo dobil delavec, bo v celoti krila država, Republika Slovenija, v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov. To je tisti zakon, ki je bil sprejet pred mega antikorono, se pravi tako imenovani interventni zakon. Te določbe, se pravi v zvezi s karanteno iz tega zakona, pa še zmeraj veljajo. Da bo delavec upravičen do tega, bo pa moral delodajalec vložiti vlogo na Zavod za zaposlovanje. Vloga se vloži elektronsko, vlogi se priloži ta odločba ministrstva. Šteje se, da je v bistvu delavec upravičen do tega nadomestila oziroma delodajalec za povračilo tega nadomestila od tistega trenutka, ko je v odredbi oziroma odločbi ministrstva navedeno, da velja, da je delavec v karanteni. Kar je pomembno, na primer, je tudi, da je včeraj Zavod za zaposlovanje pa ministrstvo so skupaj objavili odgovore na najpogostejša vprašanja v zvezi z povračili in nadomestil. In v teh odgovorih je Zavod tudi navedel, da poleg, kot sem rekla, potrebno je k vlogi priložiti to odredbo ministrstva, odločbo, ampak pomembno odgovor na vprašanje pa je, da velja samo odločba našega ministrstva, se pravi, ki je izdana v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih in da to ne velja za odločbe morebiti drugih ministrstev, se pravi, če je delavec v karanteni v drugih državah. Okay. Bolniško nadomestilo, pač če je delavec bolan, pa krije v bistvu tudi država. Ja, v bistvu tukaj je bila pa, to je pa še tretja ugodnost, ki jo je mega antikorona zakon prinesla, in sicer zakon določa, da bo država povrnila nadomestilo za zdravstveno zavarovanje oziroma za začasno odsotnost delavca zaradi bolniškega staleža, iz katerega koli razloga, bodisi zaradi poškodbe pri delu ali pa tudi zaradi bolezni, vkolikor je delavec začasno odsoten, se pravi, vkolikor je delavec na bolniškem staležu od začetka epidemije, od 13.3. pa do 31.5. Se pravi, v tem obdobju se krije nadomestilo za bolniški stalež iz sredstev države, iz ZZS-ja.
kateri delodajalci so upravičeni do tega. V tem primeru ni izjeme v zvezi z delodajalci iz finančnega in zavarovalniškega sektorja, kar pomeni, da lahko tudi oni uveljavljajo, poleg vseh delodajalcev v zasebnem sektorju. Še zmeraj obstaja izjema, se pravi za uporabnike državnega in občinskega proračuna. Potrebno pa je vložiti vlogo za uveljavljanje te ugodnosti, in sicer na Zavod za zdravstveno zavarovanje. Vlogo je potrebno vložiti do 30. septembra. Mi svetujemo delodajalcem, da te vloge vložijo čim prej, ko lahko, zaradi tega, ker v bistvu ZZS odloča o tej vlogi v roku 60 dni, tako da bo delodajalec dobil čim prej sredstva, recimo temu nazaj, kolikor je v tem obdobju bil drugače delodajalec moral kriti to bolniški stalež, je boljše, če to čim prej uredi. Zdaj imamo pa tudi že nekaj vprašanj naših gledalcev oziroma poslušalcev. Aleša zanima glede kriznega dodatka, katero bruto plačo, kateri mesec se gleda, da je pač delavec do njega upravičen. Amela, mogoče to še ti odgovoriš. Gleda se bruto 1 plačo. Se pravi zadnjo. Aha, do katero plačo je upravičen. Ja, zadnja je, mislim, da samo trenutek. Če ni. Se upravičujem, bomo kar takoj pogledali. Delodajalci, ja, zadnja plača, mislim, da je. Ok. A morajo avtomatično vsi delodajalci, katerih zaposleni delajo normalno od doma, zdaj v času teh razmer, skladno z zakonom refundirati prispevke in izplačati ta krizni dodatek? Ali pa se delodajalec lahko odloči, če bo povračal prispevke ali ne, in ali bo plačal dodatek 200 evrov? Klavdija, mogoče ti. Slišimo? Ja. Okay. Zdaj sicer je že na to prej Amela odgovorila, tako kot je zdaj predvideno, pač v teh novih spremembah, kot ste že prej tudi Amela poudarila in tudi Sanja, pač to so stvari, ki še niso dokončne, ampak nekako gre interpretacija v smeri, da dejansko delodajalci ne bodo imeli možnosti izbire, ali bodo te prispevke uveljavljali, olajšavo prispevkov uveljavljali ali ne, ampak gre to za avtomatičen postopek, kar pomeni, da vsi delodajalci bodo pač prispevke pač obračunali, ne bodo jih pa potem bili dolžni plačati, kar posledično pomeni tudi, da so dolžni plačati krizni dodatek, in tako kot je Amela prej pojasnila, v primeru, da pač ne presega 3-kratnika minimalne plače oziroma pač za čas, kot delavci dejansko delajo. To se pravi, ko so v bolniškem staležu ali ko so recimo na začasnem čakanju na delo ali v času, ko recimo koristijo v tem času letni dopust za te dneve, in delodajalec tega kriznega dodatka ni dolžen izplačati, drugače pa ja. Ok. A lahko v bistvu pač delodajalec odkloni, saj to smo že, ampak recimo, če ve, da bo svojim delavcem tekom leta izplačal še razne nagrade, 13. plačo in tako dalje. Klavdija. Zdaj, v bistvu, tako kot je trenutno veljavni zakon, pač v teh primerih v bistvu si ne bi smel izplačati, ker bi v nasprotnem primeru bil dolžan te prispevke, te oprostitve prispevkov vrniti. Ampak tako kot je Sanja prej rekla in pojasnila, se tukaj na ta člen, to se pravi ta 99. člen trenutno veljavnega mega korona zakona, na ta člen je bilo danih kar nekaj pripomb in v zvezi s tem se predvideva, da v primerih, ko delodajalec ni mogel na nekaj vplivati, to se pravi tudi to, da bo šlo za neko avtomatično povračilo prispevkov, ko delodajalec se ne bo odločil, ali bo šel v ta ukrep ali ne, je tukaj predvideno, da ta izjema, ki jo predvideva to, da ne smeš izplačevati poslovne uspešnosti in dobička, da to ne bo, za te primere ne bo veljalo. Ampak tukaj bi rada opozorila na to, da končnega teksta zakona nimamo, ne vemo, kaj bo veljalo, in kot pa je zdaj trenutno predvideno, pa ja, pač si ne smeš tega izplačevati, če ta ukrep države, če si deležen tega ukrepa države, tako da.
Okay. Pa še eno vprašanje imamo, ali ne velja glede povračila, nadomestila bolniške šele od 11. aprila dalje, ukolikor ni bolniška daljša od 30 dni. Amela, mogoče ti odgovoriš na to, si prej o tem govorila. Mislim, da velja kar od 13.3. Se pravi, v smislu, če je delavec bil v tem času pred uveljavitvijo zakona, bi mu je bila v bistvu odrejena je šel na bolniški stalež, velja že za to obdobje. Okay. Kaj pa možnost recimo skrajšanega delovnega časa? Kako mogoče gledate na to in ali bi ta možnost lahko rešila zagato v določenih podjetjih, recimo glede ohranitve določenih delovnih mest ali pa glede zdaj, ko se bojo počasi ljudje vračali na delo, da se dela manj številčno, da se ljudje izogibajo stikov in tako. Anja, mogoče, če lahko ti. Ja, zdaj moram povedati najprej, da trenutni zakon o delovnih razmerjih vsebuje kar nekaj določil, ki se nanašajo na pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas. Vsekakor je to stvar dogovora med delodajalcem in delavcem. Delavec nenazadnje lahko sklene tudi pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas z več delodajalci in tako doseže pač nek polni delovni čas, ki je 40 ur na teden. V praksi se običajno sklepajo torej pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas zaradi recimo starševskega varstva, zaradi priznanja invalidnosti ali pa zaradi nekih, ali pa bom rekla na podlagi določenih predpisov o zdravstvenem zavarovanju. Zdaj, zaradi zagotavljanja varnega, bom rekla, delovnega okolja se seveda zna v praksi zgoditi, da se bodo delodajalci odločali za skrajšan delovni čas ali pa organizirali delo v več izmenah. Mislih imam predvsem delodajalce, ki zaradi, bom rekla, narave dela ne morejo mogoče svojim zaposlenim omogočiti dela od doma. Pri tem pa je pomembno poudariti to, da v tem primeru, torej, če se bodo sklepale pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas, da to pomeni tudi sorazmerno zmanjšanje pravic za delavce, ki izhajajo iz zakona o delovnih razmerjih in nenazadnje je tudi plačilo za delo, ne, v tem primeru. Ok, kaj pa, ko si glih omenila delo od doma? Zakonodaja je v tem delu precej rigidna, ampak se je velika večina podjetij zdaj vsaj delno organizirala in zaposleni dejansko lahko delajo od doma. Kako bi lahko po vašem mnenju to delo od doma uredili, da bi bilo se lažje organizirati in da bi bilo lažje pač posegati tudi po tej obliki dela? Ja, tako je. Zdaj, v trenutni zakonski ureditvi definitivno pač to delo od doma je nekako rigidno urejeno, saj delodajalcem ne omogoča v bistvu hitrega prilagajanja novim okoliščinam. Zdaj, ta trenutna situacija, ki smo jo pač trenutno priča, je idealen odsev pač te rigidnosti. Trenutno torej zakon o delovnih razmerjih določa, da mora za delo na domu biti torej dogovorjeno z pogodbo o zaposlitvi, kar v praksi se pač večino primerov se ne dogaja. Delodajalec je prav tako dolžan vnaprej, preden delavec začne opravljati delo na domu, tudi obvestiti inšpektorat za delo, kar tudi po naših izkušnjah se dosledno ne izvaja v praksi. Po mojem mnenju je določila zakona o delovnih razmerjih nujno potrebno prilagoditi na način, da pač delodajalcem in delavcem, kar se tiče upravljanja dela na domu, omogoča neko fleksibilnost, neko hitro ukrepanje, da se recimo lahko delodajalci odredijo delo od doma zgolj z enostranskim odlokom ali pa določijo recimo pravila dela od doma z internim pravilnikom. Prav tako bi po našem mnenju bilo smotrno razmisliti o ustreznih poenostavitvah postopkov zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu od doma. V praksi je pa zelo pereča določba zakona o delovnih razmerjih, ki se nanaša na povračilo nadomestila za uporabo lastnih sredstev. Namreč trenutno veljavna zakonska ureditev ne predvideva natančne določitve izračuna nadomestila, zato je višina nadomestila prepuščena dogovoru med delavcem in delodajalcem in v praksi je to kar precejšnja zmeda, lahko rečem. Tako da zdaj naše stališče tudi je nekako tukaj, da bi bilo mogoče smiselno urediti oziroma določiti neko pavšalno nadomestilo, kajti v praksi je enostavno nemogoče, da bi delodajalec za vsakega
delavca, vsakega zaposlenega, torej izračunaval to nadomestilo za uporabo lastnih sredstev za delo od doma na podlagi dejanskih stroškov, ki jih pač ima zaposleni. No. Lahko pa še povem, da v okviru delovno-pravne komisije pod okriljem MČM-a tudi pripravljamo konkretne predloge za spremembo zakona o delovnih razmerjih. Predlogi, kot rečeno, grejo v to smer, v smeri neke poenostavitve, hkrati pa v bistvu dajo neke konkretne rešitve oziroma predloge, da bi to delo od doma bilo v bistvu končno v praksi bolj življenjsko, ne. Med drugim lahko menim, da med drugim smo se dotaknili vprašanja obvezne dosegljivosti, kadar so delavci pač opravljajo delo na domu, potem kot že omenjeno povračilo tega nadomestila za uporabo lastnih sredstev. Predlagali bomo tudi, da se pri občasnem delu izven prostora delodajalcev delavec z izjavo, da lahko potrdi, da pač dela v ustreznih prostorih, v mislih imam pač svetlobo, prašne, da pač delovni prostor nima prašnih delcev, da ima varno električno napeljavo in tako naprej. No. Kajti pač nekako vsi skupaj smo mnenja, da je ta epidemija pravzaprav en velik pospešek na področju naše tehnološke in pa digitalne razvitosti. In zagotovo bo v prihodnosti delo od doma postalo naša nova realnost. No. No, to je bilo tudi moje v bistvu naslednje vprašanje zate, če je to pač zdaj neka nova realnost, pa si že vnaprej odgovorila. Klavdija, mogoče še zate eno vprašanje. Kateri delodajalci bojo pa lahko uveljavljali celotno povračilo nadomestila plače za čas, ki ga določa zakon? Zdaj se spet vračam malo nazaj. Ampak vseeno, kdaj pa recimo delodajalec tega povračila nadomestila plače ne bo mogel uveljavljati? Zdaj, če govoriva o tem, kar sem jaz na začetku razlagala, govorimo o povračilu nadomestila plače, ki se nanaša na čas čakanja na delo, ne. Zdaj, kot sem že prej omenila, pač zakon določa pogoje, ki jih mora delodajalec izpolnjevati, to se pravi, pač padec za več kot 20% v prvi polovici leta 2020 in glede na leto 2019 in v drugi polovici ne rast več kot 50% glede na leto 2019, to se pravi. Potem sem tudi prej omenila, no pa mogoče ne bom zdaj ponavljala, kako je, če delodajalec pač ni izpolnjeval, pač ni delal celo leto, so potem določeni malo drugačni pogoji, ampak če delodajalec teh kriterijev ne bo izpolnil, to se pravi tega pogoja, potem tudi dejansko povračila strani države za čas čakanja za delavce, ki jih bo imel na čakanju na delo, pač ne bo mogel uveljavljati. Zdaj drugače je, tako se pač tudi predvideva nekako tudi, da ne bi bilo jasno bolj določeno v tem novem svežnju mega korona zakona, da pa v primeru, ko gre, ker je bilo tudi veliko vprašanj v praksi, kaj pa v primeru, ko govorimo o višji sili, to se pravi, ko delodajalec dejansko je moral upoštevati okoliščine, da so nekateri delavci morali ostati doma zaradi zaprtja šol in vrtcev, zaradi ustavitve javnega prevoza, zaradi zaprtja mej. Na to niso mogli vplivati, zdaj tako, kot določa trenutno veljavni zakon, tukaj se izrecno tudi sklicuje na ta 22. člen, kar pomeni, da ni bilo mogoče drugače razlagati, kot da tudi v teh primerih mora delodajalec izpolnjevati te pogoje, da lahko dobi povračilo za čas čakanja strani države. Ampak nekako se predvideva, da bo ta pogoj odpravljen, to se pravi samo za primere, ko gre za višjo silo. V vseh ostalih primerih delodajalec teh pogojev ne bo izpolnjeval, ima ljudi, pač delavce na čakanju, bo sam dolžen pač te stroške kriti. Razen pač za čas, ko bodo delavci recimo v bolniškem staležu, kar je bilo prej izpostavljeno, bo delodajalec pač prejel nadomestilo plače, oziroma ko bodo delavci v tem času dejansko delali ali pa, ne vem, koristili letni dopust. V tem času bo lahko delodajalec zahteval pač povračilo prispevkov, tako kot za vse ostale, ki recimo delajo v tem času. Okay. Zdaj, v bistvu, tekom tega pogovora smo se že večkrat dotaknili tudi tega novega zakonodajnega predloga. Pa me zdaj zanima, v bistvu v veliki meri gre tle za neke dodatke oziroma popravke tega, kar so že v prvem zakonu sprejeli. Pa me zanima, a so v predlogu kakšne bistvene spremembe, kako ste vi to razumeli oziroma videli, ko ste ga študirali. Pa Klavdija, kar pri tebi začnemo, pa še ostali dve.
Pač ja, v praksi se je dejansko pojavilo, ko je bil ko je dejansko začel veljati ta prvi mega korona, kar nekaj vprašanj. Hkrati se je potem pač nastopilo nekaj dodatnih nejasnosti, ko je pač FURS dal neka svoja pojasnila pač in zdaj tako, no, z novim predlogom se nekatere stvari, ki so bile izpostavljene, tako kot si prej omenila, tudi mi smo v okviru Komisije za prihodnost dela pod okriljem MČM-a smo pač dali nekaj svojih pripomb, tiste, ki smo jih pač zaznali v času, ko smo se pač ukvarjali s to zadevo. Nekaj stvari je odpravljenih, je pojasnenih. Sama, kot sem lahko zasledila, pač govorimo še vedno le o predlogu, pa nekatere stvari vidim, da pač sem zasledila, no, da so še vedno neke nedoslednosti, ki pač očitno bodo ostale, razen če bo potem na koncu končni zakon pač dejansko vse to odpravil, no. Amela, mogoče tvoje videnje še? Ja, jaz se kar precej strinjam z Klavdijo, glede na to, da smo tudi skupaj v bistvu pripravljali naše predloge za ministrstvo v sklopu naše komisije pri MČM-u. Zdi se mi, da določene spremembe, tako kot je Klavdija rekla, pozdravljam, da so pač odpravljene določene nejasnosti. Predvsem se mi zdi pomembna ta v zvezi z 99. členom, ker ta člen je bil kar sporen, oziroma še zmeraj je, ker kot je Klavdija rekla, gre za predlog zakona, bomo videli, kaj bo v končni obliki sprejeto. Pri tem členu se mi je zdelo posebej pomembno to, ker prva nedoslednost, prva nejasnost je bila, ali se nanaša to vračanje prejete pomoči v primeru, da izplačaš nagrade za poslovno uspešnost, ali se to nanaša zgolj na menedžerje ali tudi na zaposlene. To se zdaj s tem novim predlogom na nek način predvideva, da se bo odpravilo in da se res nanaša samo na poslovodstvo, ne pa tudi na zaposlene, a ne. To je ena velika pomembna sprememba. A se slišimo? Ja, se. Okej, se malo ekran spremenil. Druga sprememba pa je ravno to, kar smo se tudi pogovarjali pri delni oprostitvi prispevkov, ki se nanaša na to, da bi v bistvu, če si to uveljavljal, pri tem ti pa država reče, da nimaš možnosti, ali boš uveljavljal ali ne, ker je avtomatizem, da bi moral v tem primeru, če izplačaš dobiček, če razdeliš dobiček ali izplačaš nagrade poslovodstvu, da bi moral ta sredstva vračati. Zdaj ta nov člen predvideva, da bo v bistvu delodajalci, ki so uveljavljali to oprostitev, da zanj to vračilo ne bo veljalo, a ne. Tako da to se mi zdi ena izmed najbolj pomembnih odprav nejasnosti, tako kot je Klavdija rekla, določene pa še zmeraj ostanejo. Super. Sanja, bi še ti mogoče kaj dodala? Jaz bi mogoče, če lahko nadaljujem, kar je v bistvu od Amele. Ta 99. člen se tudi nekako po predlogu bistveno spreminja v tem, da se nekako širi, torej da se ne nanaša samo na izplačilo dividend in pač teh dodatkov za poslovno uspešnost, ampak da bo ta omejitev veljala tudi za odkupe lastnih delnic in pa lastnih deležev. Poleg tega je pa še dodano, da v bistvu da naj se nagrade in pa dobiček ne bi smeli izplačevati torej letos, torej za leto 2019 in pa za leto 2020. No. Potem pomembna sprememba je tudi ta, da je v bistvu jasno glede tega kriznega dodatka, da so upravičeni tisti zaposleni, ki torej opravljajo delo v času epidemije in torej za tiste dni, sorazmerno za tiste dni, ko delo resnično opravljajo. Potem po novem predlogu je tudi določena neka maksimalna višina prejetih sredstev, ki zdaj po trenutnem predlogu znaša 800 000 evrov bruto. Nazaj v tem predlogu je tudi določilo, da v času prejemanja pomoči delodajalci ne bi smeli odpuščati zaposlenih. To določbo smo srečali tudi v prvem tem interventnem zakonu, zdaj v trenutno veljavnem pač tega določila ni. Pa ključna sprememba je še mogoče to, da je predviden upad meje prihodkov od prodaje, ker po trenutno veljavnem zakonu je nekje okrog 20%, prodaje, po novem pa nam bi bilo 10%, torej ta meja, ta cenzus se niža. No. To so ene izmed recimo ključnih sprememb.
v trenutni verziji. Hvala za ta quick review. Zdaj pa še eno zadnje vprašanje, v bistvu, preden zaključimo, je pa tako mal pogled v prihodnost. Tudi v naši komisiji se zelo veliko ukvarjamo s tem, kakšne bojo nove oblike dela, kako bomo delali v prihodnosti, pa me samo zanima vaš kratek pogled na to, če lahko vsaka deli par stavkov z nami, pa mogoče Amela s tabo začnemo, pa še Klavdija pa Sanja. Tako kot je Sanja omenila že prej, v bistvu mislim, da bo res velik poudarek tudi v prihodnje bil na teh fleksibilnih oblikah dela, se pravi, kar nam trenutno naša zakonodaja omogoča, je delo od doma, ampak se strinjam s Sanjo, da trenutna ureditev je preveč rigidna, še posebej v primerih, ko do tega dela od doma prihaja občasno, ne pa pač redno, v nekih izrednih situacijah, ko, ne vem, delavec delodajalcu sporoči, da tisti dan pa trenutno ne more priti do sedeža delodajalca, pa bi rad raje delal od doma ali pa ne bi šel na bolniško, ker se še zmeraj dobro počuti, pa bi rad delal. V glavnem različne situacije so, ki jih zdaj naš zakon ne predvideva, kar se tiče dela od doma, in tukaj se mi zdi, da bi bilo treba na nek način ločiti na dva segmenta, se pravi tisto ta klasično delo od doma, ki imaš res regulirano na način, da se ve, da delavec to opravlja, da je predvideno, da bo redno odpravljal delo od doma določene dneve ali pa ves čas, od teh situacij, ko se to dogaja začasno, ne. Tako da to se mi zdi, da bi bilo vsekakor smiselno urediti v prihodnje in da bomo to mogli na nek način sprostiti. Tako kot je Sanja rekla, bomo tudi podali v sklopu AmChama določene predloge, kako bi lahko to naredili. Kar se tiče drugih oblik fleksibilnih, je pa dejansko žal kaj veliko, razen rečemo različnih razporeditev delovnega časa, ki jih imamo že zdaj na voljo, pravzaprav jih jaz trenutno ne vidim, zaradi tega, ker tudi vse atipične oblike dela, ki jih imamo na splošno, se pravi, ki so v tej tako imenovani gig economiju, je tudi stvar v tem, da potem karkoli ni klasično delovno razmerje, lahko hitro pade pod prikrito delovno razmerje in potem, mislim, da tukaj pa večina vemo, kako pa se to obravnava z vidika pristojnih inštitucij. Tako da jaz mislim, da bo treba pač iti v tej smeri, da probamo to, kar imamo v naši zakonodaji, mogoče malo razrahljati, recimo temu tako. Sanja, kako pa ti vidiš prihodnost? Ja, po mojem mnenju bo prihodnost dela definitivno bolj digitalna. Že zdaj smo priča novim oblikam dela. Videli smo, da v času epidemije, da so številni trgovci čez noč uvedli online prodajo, da se je digitalizirala logistika, da se decentralizirajo dobavne verige, da se opuščajo neki papirnati birokratski postopki. Priča smo že digitalnim zdravstvenim pregledom, online učenju in še bi lahko naštevali. Skratka, organizacije se bodo morale osredotočiti na sodelovanje med tehnologijo in ljudmi. Pri prihodnosti bo definitivno fokus na avtomatizaciji, na globalizaciji, na deindustrializaciji, ki že zadnjih nekaj let vse to pač povzroča neko fragmentacijo oziroma neke korenite tektonske spremembe tudi na področju dela. In osebno pač nekako menim, da z sobivanjem in soustvarjanjem človeške in pa umetne inteligence bo naše delo v prihodnosti lahko samo še boljše. Super, hvala. Pa še ti, Klavdija, ti si bila tudi dolga leta sopredsedujoča komisiji za prihodnost dela, pa nam še ti povej svoj pogled. Ja, jaz se vsekakor strinjam z obema predhodnicama in s tem, kako naj bi v bodoče izgledala pač naše delo. Jaz iskreno upam, da pač te težki trenutki, ki smo jim bili zdaj priča, v katere smo bili dejansko porinjeni tako več ali manj čez noč, da se bomo znali z tega tudi naučiti in potegniti tiste dobre strani. To, da pač delo poteka lahko tudi od doma, da dejansko ni potrebno zdaj res kakšne stvari z nekim osebnim stikom se pač da hitreje na nek lažji način opraviti tudi pač na digitalen način. Je pa resno, da sama osebno vidim zdaj tudi, ko pač delam od doma večino časa, da pa
tudi ta pač digitalizacija ni vedno pač ok in da še vedno pač vsi potrebujemo nek oseben stik, neko socializacijo in pač jaz upam, da bomo znali nekako neko sorazmerje ohraniti oziroma predvsem potegniti iz tega pač neke dobre stvari ven in poskušati, jaz tudi upam, da bo posluh zdaj tako na strani ministrstva kot potem vlade naprej, da bomo lahko res nekaj naredili tudi na teh oblikah dela, za katere že kar nekaj časa opozarjamo tudi v okviru naše komisije, da jih je treba spremeniti, da je potrebno, da grejo bolj v skladu s časom in tukaj jaz mislim, da je zdaj pravi trenutek, da se tega lotimo in pač pospešimo zadeve, da grejo naprej. Super. Hvala vsem, zdaj smo prišli do konca, res najlepša hvala vsem trem za vaše znanje in za vaša mnenja. Jaz mislim, da smo bili zelo koristni. Vse vas pa vabimo spet v našo družbo jutri ob 10. uri, ko bo z nami Ina Kukovič-Borovnik, ki nam bo govorila o reinoviranju in o tem, kako svet nikoli več ne bo tak, kot je bil. Lepo se imejte in lep dan vsem.